Velik ameriški napad na Iran je bil pripravljen. NATO so ga, po besedah predsednika Donalda Trumpa, zalivski zavezniki Washingtona prosili, naj ustavi napad. Zato me je prosila Saudska Arabija, Združeni arabski emirati, Katar in Iran. Bili smo pripravljeni iti prav v tem trenutku. In to bi bil ogromen napad. Trump pravi, da bi bila načrtovana operacija največji napad po drugi svetovni vojni. Toda po pogovoru z voditelji zaliva, zlasti s savdskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom, se je odločil dati diplomaciji še eno priložnost. Zdaj naj bi se pogajanja začela v ponedeljek popoldne. Prvi cilj je ponovno odprtje Hormuške ožine, kjer je Iran med vojno večkrat napadel ali omejil ladijski promet. No, zdaj pa z njimi govorimo v obliki pogajanj. Vendar pa že obstajajo različna poročila o tem, kaj bi lahko vključeval kakršenkoli dogovor. Trump je predlagal, da bi lahko en dogovor obravnaval tako Hormuz kot denuklearizacijo Irana. Islamska republika medtem vztraja, da se Hormuz ne bo vrnil na način delovanja pred vojno in zavrača razpravo o svojem jedrskem programu. Samo poglejte, kako je. Pripravljeni smo ukrepati, kadarkoli želimo. Bi raje sklenil dogovor? Ne iščem priložnosti, da bi ubijal ljudi. Za Izrael nenadna sprememba prav tako odpira vprašanja. Po poročilih naj bi Izrael sodeloval v napadu, vendar je ZDA sporočil, da če napad ne bo bistveno škodoval iranskemu režimu, ga nima smisla izvesti. Pogovori so morda vojaško akcijo umaknili z neposrednega dnevnega reda. Toda ker dogovora še ni in ker obstajajo globoke razlike glede Hormuza in iranskega jedrskega programa, grožnja nove zaostritve ostaja. Prejšnji teden so se pojavila poročila, da je bil predsednik Trump frustriran zaradi pomanjkanja možnosti za ukrepanje proti Iranu. In ta teden ZDA očitno iščejo nove, ustvarjalne in nekonvencionalne načine za pritisk na Iran. To pravijo viri, ki so govorili za CNN, ki pravijo, da je častnik v obveščevalni enoti centralnega poveljstva ZDA poslal elektronsko sporočilo široki skupini vojaških analitikov in jih prosil za ideje, kako se spopasti z Islamsko republiko in jo kaznovati. In zdaj se v živo javljamo v Washington, ker se nam iz Bele hiše pridružuje višji ameriški dopisnik Mike Wagenheim. Mike, o tej pomanjkanju dobrih možnosti sva že govorili. Kako dolgo lahko Trump v bistvu nadaljuje to izmenjavanje groženj, diplomacije, naraščajočih cen in omejenih napadov, preden se bo moralo nekaj spremeniti? No, mislim, da je to odvisno od dveh stvari. Prva je, koliko kredibilnosti je pripravljen izgubiti in trenutno mu ta pada iz trenutka v trenutek. Druga pa je, koliko bolečine pri ceni goriva in drugih cenah sta on in republikanci. Še posebej republikanci, ki se potegujejo za ponovno izvolitev, pa še toliko bolj pripravljeni prenesti, preden to resnično postane neznosno breme za predsednika. Mislim, da sta to dve stvari, ki sta trenutno res pomembni. Veste, če bi predsednik Trump res upošteval zalivske zaveznike in menil, da so njihova mnenja tako pomembna, da bi zaradi njih odpovedal napade, zaradi tega bi človek mislil, da bi se z njimi pogovoril naprej in uskladil, ne pa da bi v zadnjem trenutku dobil klic in rekel: hej, premislil sem si, nisem se zavedal, kam vse to lahko pripelje. Tega načina razmišljanja, ki prihaja iz Bele hiše in od predsednika, ne kupim povsem. Kot smo že tolikokrat govorili, ni nobenih dobrih možnosti. Katera je najboljša možnost med temi slabimi možnostmi v tem trenutku? To je tisto, kar predsednik išče, nenehno išče izhod iz te situacije. Včasih mu je ponujen, včasih ga nekako sam uresniči. Trenutno ni nobene od teh dveh stvari, zato se preprosto znova vračamo k ideji o pogajanjih. O tem bomo govorili konec tedna in rekli, da pogajanja niso prinesla ničesar. Naslednji ponedeljek bomo spet govorili o vojaških ukrepih in tako naprej, dokler se ne zgodi ena od teh dveh stvari. Ali predsednik začuti, da izgublja preveč kredibilnosti, ali pa pritisk republikancev in prihajajoče vmesne volitve postanejo preveliko breme, da mora poskusiti nekaj drugega. In Mike, mislim, ta grožnja morebitnega napada, ki se potem nikoli ni zgodil, je prišla kmalu potem, ko je bil predsednik vlade Benjamin Netanjahu v Washingtonu. In iz tega srečanja se je poročalo zelo malo. Zelo malo. Po srečanju ni bilo vprašanj, zelo malo političnega teatra. Kje bi rekla, da je v tem trenutku vloga Izraela? Mislim, da
da po poročilih, da je bil Izrael pripravljen ukrepati, potem pa si je Trump premislil. Kaj vemo o tem? Ja, veš, to sem napovedal naprej. Vedel sem, da ne bo nobene tiskovne konference ali česa podobnega. Srečanje je bilo že od začetka težko. Premier Netanjahu pravi, da je bilo to eno najboljših srečanj, kar jih je imel. Bela hiša je sporočila, da je bilo srečanje produktivno in pozitivno. Kljub temu se zdi, da so zdaj nekoliko bližje kot prej. Glavni cilj je bil vedno preprečiti, da bi Iran prišel do jedrskega orožja in razvil svoj jedrski program. Cilj se nikoli ni razlikoval. Razlika je bila vedno v tem, kako do tega priti, kako uskladiti interese obeh strani. In mislim, da z tega vidika predsednik in premier sta uspela zmanjšati razlike. Težava na izraelski strani je, da ko iščeš odgovore v Washingtonu, se ti odgovori nenehno spreminjajo, kot smo tukaj že večkrat videli. Tako lahko premier predstavi svoje stališče. Lahko nekoliko približa predsednika. Predsednik Trump je celo rekel, mislim, da naslednji dan, da ni šel v podrobnosti, ampak je dejal, zdaj nekoliko bolje razumem. Govoril je o stališču premierja Netanjahuja glede določenih stvari. Kljub temu pa, kar je rečeno danes, se lahko jutri drastično spremeni. In to, kar je bilo rečeno na tistem srečanju prejšnji teden, je zdaj lahko popolnoma nepomembno v prihodnjih dneh. Če pogledamo nazaj na to srečanje in kaj bi lahko iz tega izšlo, ponovno, ko se okoliščine, odločitve in miselni procesi tako hitro spreminjajo, ni nobene doslednosti. Na koncu res ni pomembno, mislim, žalostno je to reči. V redu, Mike Wagenheim, najlepša hvala, da ste se nam pridružili. In medtem ko je predsednik Trump dejal, da se bodo pogajanja z Iranom začela danes, Teheran pravi, da trenutno ne vodi pogovorov z Američani.